Vem, ta naslov je zelo ambiciozen, ampak drži. Danes bi rad z vami delil nekaj glavnih uvidov iz knjige Moonwalking with Einstein. To je knjiga ameriškega novinarja Joshua Fowerja, ki je najprej poročal iz ameriškega tekmovanja v pomnjenju, potem pa naslednje leto na tem identičnem tekmovanju tudi zmagal. Moja prva dva prebliska sta povezana s tem. Jaz sem prvič spoznal nov svet. V knjigi spremljamo zgodbo osebe, ki se je navdušila nad tehnikami pomnjenja in potem dosegla nekaj, kar se ji je zdelo nemogoče. Joshua Fower je raziskoval tehnike pomnjenja, naredil je ogromno intervjujev s spominskimi atleti in posrkal ga je. Ta srk je bil v knjigi opisan toliko močno, da sem se ga jaz okužil. Po branju te knjige je tudi mene zajelo navdušenje nad tehnikami pomnjenja in slučajno je tista leta tudi v Sloveniji potekalo tekmovanje Memoriada. To je tak tip tekmovanja, kot ga v knjigi opisuje Joshua Fower. Podobno kot on sem se tudi jaz prijavil na to tekmovanje in podobno kot on zmagal. To je bilo davnega 2016. Gre za zelo zanimiva tekmovanja v pomnjenju, kjer tekmovalci tekmujejo v različnih disciplinah, kot so zapomnjevanje imen, zapomnjevanje kupčka kart, niza števil, niza binarnih števil, datumov in dogodkov in tako naprej. Meni je žal, da teh tekmovanj v Sloveniji več ni, ker so odlična za preizkušanje tehnik pomnjenja. Če vas zanima, kako izgledajo, predlagam dokumentarc Memory Games na Netflixu. Jaz sem to knjigo bral ravno nekje konec srednje šole in največji vtis je name naredil popis poti od točke 0 do zmage. Ta vpogled mi je dal vedeti, da se vsak mejnik premaga tako, da stuhtaš kako, preučiš različne možnosti, se naučiš novih pristopov in jih poskušaš kar se da dobro strenirati. Ko veš, kaj bi rad, je ključno vprašanje kako. S tem je povezan še en pojem, ki se je vame vtisnil. To je OK plateau ali pa OK nivo, če bi ga poskušal prevesti. Gotovo sem ga že kdaj omenil. Odličen primer, ki ga da avtor v tej knjigi, je povezan s tipkanjem. Danes vsak tipka. Redko kdo pa se nauči 10-prstnega tipkanja. Zakaj? Na neki točki se zadovoljimo in najdemo svoj OK nivo. Za nekatere je to tehnika s kazalci, za druge parprstna, redki pa so 10-prstni. Ko veščino razvijamo do točke, ki se nam zdi OK, jo pač nehamo izboljševati. In tako je z vsako veščino. Najprej jo razumsko poskušamo usvojiti, potem jo asociativno počasi spravljamo vase, ponotranjimo, na koncu pa postane del nas. Gre v avtopilota. In če želimo veščino razvijati še naprej, tudi čez tega avtopilota, je edini način, da se lotimo namernega treninga. Zelo usmerjene vaje tistih delov, ki nam ne grejo. In to je težko. Težko jih je poiskati, težko jih je izolirati in to je lahko tudi neprijetno. Pri tem nam lahko pomaga postavljanje novih in novih ciljev, iskanje feedbacka, merjanje posameznih aspektov vaje in razvijanje tehnike. Super stvar je, da ta logika velja za vse, ne samo za spomin, kot avtor to opisuje v tej knjigi, pri spominu je pa ta logika še posebej zahrbtna. Pomnjenja se namreč nikoli zares ne naučimo. Tu in tam se srečamo s kom, ki nam da kakšne nasvete, ponovadi poberemo pristope staršev in okolja, ampak zelo hitro se pa potem zadovoljimo z nivojem naših spominskih zmožnosti in pol tam obtičimo. Še več, velikokrat sami sebe negativno označimo, kakor, moj spomin je itak zanič. Ne, ni, nikakor. Tu nam antični Grki ponudijo odlično zrcalo in nas prekašajo. Dobro, njihova kultura je bila drugačna in vloga spomina je bila pri njih mogoče še bolj pomembna. Ustno izročilo Grkov se je namreč prenašalo večinoma po spominu in tudi knjige so bile redkejše. Približno 80 let pred našim štetjem je bil spisan učbenik Rhetorica ad Herenium, ki ga omenja tudi avtor in med drugim velja tudi za temelj tehnik pomnjenja. Tam Grki zelo dobro opisujejo umetnost pomnjenja in še eno ločnico, ki se je vame ugravirala. Ločnico med naravnim in umetnim spominom. Zelo lepo razdelijo naše spominske zmožnosti na tiste, s katerimi se rodimo, in tiste, ki se jih lahko naučimo.
Naš naravni spomin je, kakršen je. Nanj nimamo vpliva, na nas pa je, da izmojstrimo naš umetni spomin. In to naredimo z učenjem in spoznavanjem tehnik pomnenja. Jaz temu danes rečem naš zunanji trdi disk. Grki so ta zunanji trdi disk ali pa umetni spomin, kot so mu oni rekli, izboljševali s spretnim kodiranjem in grajenjem palač spomina, kar je prav identična tehnika pomnenja, ki jo uporabljamo danes in je moja tehnika. In prav v tej knjigi sem prvič prebral konkretne opise delovanja le-te in si znal boljš predstavljati, kako zares deluje in tudi, kako jo lahko izboljšamo. Če vas zanimajo kakšni moji konkretni primeri, predlagam, da pogledate video o učenju decimalk števila pi. Ne zato, ker bi rad, da se vsi naučite decimalke števila pi, čeprav ja, bi tudi to rad, ampak tam je zelo konkretno razložena ta tehnika, uporablja pa se lahko za malo morje snovi, ne samo za cifre. Itak. V šoli se velikokrat učimo razmišljati tako, da vedno pridemo do pravilnega odgovora, kar je super, ampak za spomin je pa precej dolgočasno. Če si želimo nekaj zapomniti, potem je treba vklopiti domišljijo, iskati nenavadne asociacije in dodajati čute in čustva. Poglejmo eno super raziskavo, ki jo navede tudi avtor, jaz jo bom pa malo po slovenu. Britanski raziskovalci so ljudem pokazali fotografijo osebe in jim rekli, bodi si, poglejte, tole je gospod Zidar, bodi si, tale gospod je Zidar. Razlika je v bistvu samo v veliki pa v mali začetnici. V enem primeru so jim povedali njegov priimek, v enem primeru pa njegov poklic. En teden kasneje so jim spet pokazali fotografijo vsem udeležencem raziskave in oni so morali obnoviti informacije, ki so jih izvedeli ob tej fotografiji. Kaj bi rekli? Kateri skupini je šlo boljš? Skupina, ki je videla priimek, se je odrezala veliko slabš. Tisti, ki so zvedeli, da je gospod po poklicu Zidar, so bili pa veliko boljši. Boljš so si to zapomnili. Zakaj? Sam dejstvo, da so informacijo dobili v bolj konkretni obliki, ki je v njih vzbudila veliko asociacij, spominov, potencialno tudi čustev, zidarji, če kdo gradi svojo hišo, je bilo dovolj za super spomin. To je pravzaprav bistveno, kadar govorimo o pomnenju. Spremeniti moramo svoje razmišljanje. Naučiti se moramo razmišljati drugače. In pri vajah takega igrivega in konkretnega razmišljanja nam lahko ful pomagajo drobni izzivi, ki jih zastavimo sami sebi, ali pa igre, če se jih lotimo prav. In točno zato sem v minulem letu razvil svoj spomin. Klasično družabno igro, ki je narejena tako, da je še dodatno zasoljena, poleg tega pa ima zraven še poseben poster z mojimi nasveti in namigi za pomnenje. Potrudili smo se, da smo poster zasnovali tako, da je jedrnat in da igralcem ponudi prve nasvete za izboljšanje lastnega spomina, predvsem pa da spodbudi drugačno, ustvarjalno in zabavno razmišljanje, ki je temelj pomnenja. Pa še neustavljivi prvaki igre spomina boste, če te nasvete preučite in jih začnete uporabljati. Ta moj spomin lahko dobite na nickskrlec.com, poševnica spomin, povezava je tudi spodaj. Za konec pa bi rad odgovoril še na najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobimo igralci, kako si zapomnite tok besedila. Ne boste verjeli, ampak tudi zato je seme v tej knjigi. Avtor omenja, kako spominski atleti, da si zapomnijo pesmi ali pa prozo, dodeljujejo čustva posameznim odlomkom in manjšim koščkom. Povežejo jih s kakšno osebno asociacijo, občutkom, čutnim vtisom in se tako počasi premikajo čez vsebino. No, igralci to naredimo mimo grede, ker se ukvarjamo z analizo besedila, situacij in likov. Del priprav na vlogo je pravzaprav iskanje čustvenih asociacij, povezovanje z lastnim življenjem in seciranje dogajanja v prizoru, da ga približaš sebi. Tako da je odgovor na vprašanje, kako si igralci zapomnite besedilo, v bistvu mimo grede. Nauk tukaj pa je seveda v vključevanju čustev, čutov, lastne domišljije in asociacij. Če lahko vse pozbudite odziv, potem si boste snov lažje zapomnili. Če vam dol visi, pa nima niti smisla. Veščina učenja in pomnenja je velikokrat spodbujanje lastne radovednosti in iskanje tega, kar nas pritegne. In to lahko naredimo na nešteto načinov, ne samo z golim ponavljanjem snovi. Avtor tule v knjigi Moonwalking with Einstein poda še cel kup zanimivih primerov tega, kako se je on lotil izboljševanja svojih tehnik pomnenja in kako je on spremenil svoje razmišljanje.
Jaz pa si upam trditi, da je ta knjiga zame bila bistvena za to, da sem se lotil učenja decimalk števila pi in raziskovanja mojega spomina, ki me je po mojem pol pripeljalo tudi do igralskega poklica, vloge v Malih sivih celicah, dejstva, da sem bil voditelj, moje predstave ne gre vse v pi, in to se je potem kot en plaz domin usulo naprej in me je pripeljalo do točke, kjer sem danes. Če imate še kakšno vprašanje glede knjige ali pa stvari, ki sem jih povedal, se nujno oglasite v komentarjih, pa se vidimo naslednji teden.